Dragi rojaki, dragi člani in prijatelji, bodite iz srca pozdravljeni. Dobrodošli na praznovanje 53. obletnice našega pristavskega doma. Letos malo drugače praznujemo. Običajno smo navajeni druženja v domu, skupnega darovanja svete maše, družabnega pogovora ob okusnem kosilu, glasbi in zabavi. Vsako leto imamo tudi priložnost, da užijemo kak kulturni biser ali vsaj kako drobtinico. Letos bo sicer malo drugače, vendar ne zato manj pomembno. Tudi letos smo skupaj darovali sveto mašo in se zbrali preko spleta, da sežemo po kakšnem utrinku, pripravljenjem z veliko ljubeznijo. Radi bi vas tudi pogostili z okusnim kosilom, kakor vsako leto. Pa zakaj ne? Saj pravijo, da je vse mogoče. Z vašo pomočjo lahko tudi to dosežemo. Dajte, pripravite malo bolj slovesno mizo in skupaj z nami dvignite danes kozarec, da nazdravimo našemu prazniku. Ob tem kozarčku se spomnimo vseh naših dragih in znancev, ki so nas letos zapustili v tako žalostnih okoliščinah, ki nam niso dovolile, da bi se primerno poslovili od njih. Priporočili smo jih Bogu in zdaj počivajo v njegovi milosti. In še besedo zahvale vsem vam, ki neutrudno delate na nešteto načinov, da smo kljub vsemu povezani med seboj. Upanje se spusti na dušo in zapoje melodijo, ki najslajše zveni ob nevihti. Spoštovani predsednik Društva Slovenska pristava, gospod Miloš Mavric, članice in člani društva, cenjeni predsednik Zedinjene Slovenije, inženir Jure Komar, dragi rojaki in prijatelji Slovenije, dober dan. 25 let naokoli in naše društvo Slovenska pristava obeležuje svojo
53. obletnico uspešnega delovanja. Zelo dobro se spominjam vaše lanske svečane proslave v Kasteljarju, ki je bila ena prvih, ki sem se je imel čas udeležiti kot novi veleposlanik v Argentini. V spomin mi je ostal nastop folklorne skupine, še posebej pa gledališka igra nemške otroške in mladinske pisateljice Annette Langen, Moj Felix, ki so na podlagi knjige Felixova pisma priredili Dominik, Lučka in Tanja Oblak, na velikem odru pa jo uprizorili najmlajši mladinci pod okriljem šole Franceta Prešerna in pristavskega pevskega zbora pod vodstvom Marjanke Grohar. V letošnjem posebnem letu ste kljub vsem omejevalnim ukrepom sredi zdravstvene krize vaše aktivnosti preselili na družbene medije in v virtualni obliki s pesmimi in igrami še naprej ostali aktivni pri promociji slovenske besede, nedavno obeležili 49. mladinski dan, otroški dan, ter hkrati promovirali tradicionalno slovensko kuhinjo. Junija ste nas v kulinaričnem popoldnevu spomnili na Krke flancate. Zahvaljujem se vam za aktivno delovanje znotraj Zedinjene Slovenije in dolgoleten prenos pri ohranjanju ter krepitve slovenske identitete, domoljubnosti in pripadnosti v slovenstvu, promociji slovenskega jezika, glasbe, folklornega plesa in prenašanje številnih drugih običajev, kulturne dediščine ter za uspešno vključevanje mlajše generacije Slovencev in njihovih potomcev v vaše društvo. Posebno zahvalo in čestitke namenjam učiteljicam in učencem Slovenske osnovne šole Franceta Prešerna in slušateljem tečaja slovenskega jezika ABC, pa članicam in članom folklorne skupine, pevskemu zboru Pristava, mladinske organizacije, mladenkam in mladincem, tem vsem ustvarjalcem audio Pristava. 53. virtualni pristavski dan letos poteka pod sloganom pozitivnih misli. Upanje je nekaj mehkega, kar se spusti na dušo in zapoje, melodijo brez besed. Nikoli ne obmolke in najslabše zveni ob nevihti. Zato mi dovolite, da vam za konec preberem pesem slovenske pisateljice in pesnice Bine Štepej Žmavc iz Celja z naslovom Nevihta. Nevihta. Danes imam v glavu nevihto, moje misli in roke drvijo z orkansko ihto. Gnetem povestice, izmišljam si prestice. Vozim violino, vadim limuzino, izgubljam misel v predalju za smisel, pospravljam besede v smetnjake zmede. Da ne bo kakšne pomote, danes lahko prideš pome, le z dežnikom proti nevihti v glavi, če veš, kaj se to pravi. Na koncu vam iz Slovenije prenašam še čestitke naše ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič, in pa seveda od mojih dragih sodelavcev Petre, Maje, Irene in Tomasa. Pazite nase in ostanite zdravi. Dragi člani Pristave in rojaki, zbrani smo danes, da z veseljem praznujemo novi rojstni dan naše Pristave. Današnje geslo, upanje se spusti na dušo in zapoje melodije, ki najslajše zveni ob nevihti. V teh časih negotovosti in napetosti, ki kakor mokra megla nam ne spusti videti obzorja in jasne poti, je upanje bistveno za prekoračiti to nevihto, ki na nas vpliva že nekaj mesecev. Upanje je zadnje, kaj se zgubi. Naši predniki so z upanjem stopili na izseljensko pot, da bi lahko pričeli novo življenje tu pod Južnim križem. Zato moramo z upanjem in veseljem praznovati narejeno delo vseh generacij, ki v tem domu omogočajo, da se v vseh področjih tukajšnja slovenska skupnost še naprej razvija. V imenu Zedinjene Slovenije čestitam vsem članom Pristave za ta novi rojstni dan. Hvala lepa. Ena, dve, tri. Hola, Tomi! Koliko časa se že ne vidimo? Kaj ti je, da si tako žalosten? Ali si kaj izgubil? Nimaš dovoljenja za igrati play? Ne, ni to.
Upanje sem imel, da bom za pristovski dan že lahko vrcal žogo na igrišču pristave. Ampak si videl, da so mladci napisali nekaj o upanju? Zakaj pa o upanju? Ker imajo še veliko upanja, da se bodo kmalu spet srečali in uživali družbo ter naravo. Pa če pokličemo še koga, da nam pove, če kaj novega dela v karanteni? 1, 3, 4, 6, 7, 5. Tako premišljujemo o pristavi. Dragi prijatelji, dober dan. Ob novi obletnici in sredi posebnih razmer današnje karantene bi vam na kratko opisala, kaj mi pristava pomeni. Najprej nedeljska sveta maša z dobivanjem zakramentov, svete spovedi in svetega obhajila, za kar sta nam vedno na razpolago gospod Franci Cukjati in Robert Brest. Sledi srečanje s prijatelji in klepet ob kavi v spodnji dvorani. Sobotna slovenska šola, katero naši vnuki veselo obiskujejo, ki toliko pomeni za ohranitev slovenskega jezika in kulture. Obletnice, tombole, priprave za igre, pevske vaje in še. Varno zavetje za naše otroke in mladino, prostor za osebna praznovanja naših članov in prijateljev in še mnogo lepih, kulturnih, družinskih in duhovno bogatih trenutkov. Vse najboljše ob novi obletnici, draga pristava, in da bi jih bilo še mnogo več. Nasvidenje. Pristava je moj dom. Pristava je kraj, kjer se srečujemo. In ravno zdaj, ko jo nimamo, jo zelo pogrešamo. Pogrešamo šolo, pogrešamo svete maše, pogrešamo tisti čas, ko se lahko z drugim družimo. Pristava, pogrešamo te. Hola, kako ste? Hola Adam, kako si? Si kaj novega odkril razen Fortnite? Ne, kar stisím, se najbolj zabavam. Sem pa slišal mojo mami, da se pogovarjali s staro mamo o pristavi. Tako premišljujemo o pristavi. Tukaj na sliki me moja mami Magda drži v naročju. Zraven stoji očka Nande. Živeli smo zelo blizu pristave in zelo radi hodili na pristavo. Mami in očka sta veliko sodelovala. Hodili smo tudi k slovenskim svetim mašam in potem osebno jaz še v šolo. Spomnim se, mami je večkrat očku rekla: Nande, a boš sploh kdaj doma? In tako sem jaz rasla. Tak zgled sem imela. Zato sem jaz potem začela tudi delati najprej pri mladinski organizaciji in potem sem postala še poklicna učiteljica. Takrat me je gospodična Mija Markeš povabila, naj vstopim še v slovensko šolo. In tako sem začela učiti v Prešernovi šoli. Kaj bi jaz brez pristave? Si ne morem predstavljati. Na pristavi dobim vse, kar potrebujem, kar želim. Solidarnost, skupno delo, se lahko izpopolnjujem v duhovnosti, lahko gojim talente, lahko dobim prijatelje, veselo družbo, preživim večerje, kosila, prireditve. Kako je tako lepo. Pristava, skratka, je zame biser, velik biser sredi mojega življenjskega zaklada ali odprto poglavje moje življenjske knjige. Zato pa pristava, rada te imam. Kaj mi pomeni pristava? Pristava je kraj mojega otroštva. Spomini mi letijo nazaj, ko sta bila še ata in mama zelo aktivna na pristavi
in smo otroci uživali njen prelepi vrt. Pomeni mi kraj, kamor smo hodili k sveti maši vse življenje, kjer smo prepevali lepe cerkvene pesmi. Pomeni mi šolo, kamor sem zelo rada hodila in ki sem ji bila zvesta in sem ji še do danes, ko v njej učim preko 40 let. Imela sem najrazličnejše dela v njej, od knjižnice pa do verouka, petja in raznih razredov in vodstva šole. Pomeni mi tudi mladost, ko smo pripravljali mladinske dneve, križeve pote, obiskovali zavetišča, pripravljali otroke na Božič, na Veliko noč, jih zbirali celo v počitnicah, na počitniških dnevih. Pomeni mi tudi kraj, kamor sem lahko zahajala s celo družino in brezskrbno prepustila drugim otrokom svoje lastne otroke, ker so bili tako vzgojeni ali podobno, kot so bili naši. In to je res velika vrednota. Pomeni mi tudi igranje na odru, celo režije sem se lotila. Pomeni mi razvijanje vseh talentov, ki mi jih je Bog dal, v prid drugih in v bogatenje samega sebe. Tako da bi res želela, da bi Pristava šla naprej in bila vedno zvesta Bogu in slovenskemu narodu. Pristava, rada te imam, Bog te živi. Si videl program Mladinskega dne na Pristavi? Ja, estuvo buenísimo. Vedno kaj lepega iznajdejo. Se nam zdi, zgodba vsaka ima dve plati, moč besed in dejanj naj pove, da ne daš svojih sanj, Mavrice ni, če ni dežja, preden zjasni. Srečno, Pristava! Tudi deklice se pogovarjajo. Hola, hola, vas ne vidim, ali me slišite? To slišim, ampak te ne vidim. Tudi odbornikov se včasih tako zgodi. Tako pravi moj dedek. Odbor se z lahkoto priključuje. Dobar večer. Hola, dobar večer. Vse v redu? Vse v redu. Miljo, se te ne sliši. A zdaj? O, zdaj pa ja. Je še kdo da prosi not, Aleš ne? Do zdaj ne, ne vem. Da počakamo še 5 minut? Edvard. Ja. Dite. Ja, zdaj nekaj gleda, čak. Ne gledaj. Slabi. Aha, tako si lep, na glavo postavljen. Tudi je vse na glavo postavljeno. Da se ščepim, pa se ne treba rad. Tenko, mamejo.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebes. To se morate pa sami zmeniti. Aha. Lahko... Večer, oprostite. Ne, da se ne oprostimo, ker si zamudil, boš mogel dati za pijačo. Dobro večer, jaz sem še na vožnji. Jaz še nisem domov prišel, zato sem s celularjem, pa sem še na vožnji. Pa ne sme voziti, pa celular uporabljati. Te bomo prijavili. Pokažem, kje sem, da sem na cesti. Meni mi je mami rekla, da zelo pogreša folklor na pristavi, ker čeprav je treba hoditi na vaje, se vseeno zabavajo in pride vesela domov. Folklora pridno vadi. Tako premišljujemo o pristavi. Pristava mi predstavlja moj prvi dom, otroštvo, šola, mladost, počitniški dnevi, šport, igre, prazniki, petje, prireditve, nedeljske svete maše, zajtrki. Lepi trenutki, ampak tudi žalostnih je bilo. In veselje, da to je drugi dom naših otrok. Slišala sem tudi pesmi, ki jih je zbor pel po YouTubu. Vsi so bili nasmejani, audio pristava pa pomaga, da se vse boljše sliši. Rdečo rožo utrgal bom zate in zavriskal bom tvoje ime. Zasnežene planine domače bom odpeljal najlepše dekle. Vem jokala bo mati za mano, ko na hribčku mi prsta možda. Ko moj oče v deklici svoji v slovo za nič roko podal. In zapeli cerkveni
той pogrešal veliko ljudi, mašo, zakramente, kavico po maši, saj to nas druži. Dobro je moja stara mama. Ja, imaš prav. Saj se tudi takrat menijo za kakšno vajo ali sestanek. Tako premišljujemo o pristavi. Pristava kot beseda pomeni kraj, kjer se srečujejo ljudje. In prav to je slovenska pristava v Castelarju. Kraj, kjer skupaj molimo, se učimo, plešemo, pojemo, igramo, kuhamo, se zabavamo in tudi včasih jokamo. Še kot majhna deklica sta me mama in očka naučila zljubiti pristavo. Zato pristava je kot moj drugi dom, saj smo kot ena sama družina, ki skupaj delamo za slovensko bodočnost. Pristava je del mojega življenja. Že kot otrok, ko smo se selili v tem okolju, sem se hitro živela v domu. Hodila sem v Prešernovo šolo in tudi slovenski sveti Maša. Kot mladina sem sodelovala v športu, folklorni skupini in v zboru. Tudi na pristavi sem spoznala Andreja. Sva se poročila in imamo lepo družino s 4 otroki, ki vsi radi hodijo in sodelujejo v domu. Kot žena sem zelo vesela in ponosna biti pristavčanka. Kaj bi pa lahko mi naredili, da naši starejši ne bi bili tako žalostni? Kaj pa, če pripravimo presenečenje? Poklicala bom gospoda Zurca. On je že veliko let na pristavi. Verjetno bo imel eno zamisel. Draga pristava, vse najboljše. Zbrani vsi prijatelji, smo do noči prepevali. Ostanimo prijatelji, zdaj naj velja beseda ta, pesmi naj družba nam živi še dolge dni. Draga pristava, danes praznujemo naš skupni rojstni dan. Kljub karanteni je pristavska družina še vedno povezana, aktivna in polna življenja. Skupaj pišemo pesem upanja. Upanje, da bomo še bolj povezani. Upanje, da bo vse to kmalu minilo. Upanje, da bo naša prihodnost še lepša, polna doseženih ciljev. Pristavi podarimo to pesem, ki zvabi na smeh na obraz. Tudi na vas, gledalce, nismo pozabili. Posebno darilo boste našli na naših spletnih straneh. Upamo, da se boste tudi vi iz srca nasmejali. Ostanimo prijatelji, naj bode smeh kot tistih dneh. Pozbrani vsi prijatelji, smo do noči prepevali. Ostanimo prijatelji, zdaj naj velja beseda ta, pesmi naj družba